Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke in tudi samo, bom rekla, vrh stranke je dobil več ogorčenih odzivov državljanov Republike Slovenije na intervju s predsednikom državnega zbora, dr. Milanom Brglezom v Mladini, ki je bil objavljen 26. septembra letošnjega leta. In menimo, da smo, oziroma v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke, smo enotni, da se na te odzive, torej da se moramo odzvati in zavzeti stališče glede tega intervjuja. Predsednik državnega zbora, kot veste, mora delovati povezovalno, mora uživati sloves nepristranskega voditelja, mora spoštovati pravni red, o tem govori tudi njegova stranka, torej stranka Mira Cerarja. Spoštovati mora prepričanje vseh volivcev in pa seveda spoštovati človekovo dostojanstvo. V intervjuju, ki je bil objavljen v Mladini 26. septembra 2014, je predsednik državnega zbora dr. Milan Brglez podal stališča, ki so nasprotju z ustavnim redom. V tem intervjuju je namreč poudarjal, da je osamosvojitev korak nazaj v državotvornosti, da je bila Jugoslavija kredibilna, bolj kredibilna in je od zdajšnje države, čeprav vsi vemo, da je temeljila na komunistični represiji, da so bili povojni poboji posledica naravnega prava in pa na konec koncev pa še v svojem intervjuju podaja naklonjenost k totalitarnim metodam. Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke je predsednika državnega zbora dr. Milana Brgleza že 3. oktobra pozvala k odgovoru oziroma pojasnilom vsem tem navedbam v Mladini. Od njega smo dobili samo, bom rekla, odgovor, ki je dal le podlago oziroma je pritrdil našim ugotovitvam. In zaradi tega je Slovenska demokratska stranka, zaradi vsega tega navedenega, Slovenska demokratska stranka predlaga, da se predsednika državnega zbora dr. Milana Brgleza razreši s funkcije predsednika državnega zbora, saj s takšnimi izjavami in podajanjem stališč ni sposoben opravljati predstavniške funkcije predsednika državnega zbora. Hvala. Še kakšno vprašanje? Če jaz delava, ste mogoče poiskali že kaj podpore za tak predlog, da usperate 46 glasov, če ste mogoče že pri drugih strankah? Za podajanje takšnega predloga je potrebno najprej 10 podpisov poslancev, da se vloži, potem pa seveda 46, tako kot ste sama gotovila, tudi glasov. Vse zadeve se dogovarjamo, vsekakor bomo poiskali tudi pri ostalih poslanskih skupinah in jaz upam, da bodo prepoznali to zadevo kot pravilno.